Torej, pozdravljeni z Univerze v Novi Gorici. Z vami sva danes Veronika Pečinini, skrbnica vpisa na Univerzi v Novi Gorici in Nives Štefančič, vodja kariernega centra Univerze v Novi Gorici. Danes bi vam radi predstavili možnosti študija na naši univerzi, prednosti študija pri nas, pa tudi kako izbrati pravo študijsko pot oziroma pravo študijsko smer. Najprej bi vam rada predstavila, kaj vam pravzaprav naša univerza ponuja, tako da bom z vami delila ekran, predstavitev o naši univerzi. Mogoče ste zanjo že slišali. Nahajamo se v Novi Gorici, v goriški regiji, v prelepi submediteranski obmejni regiji med Slovenijo in Italijo na stičišču kultur in različnih jezikovnih skupin. Tako se tukaj srečujeta slovanski, romanski in germanski svet, različne jezikovne skupine, različne kulture. Slovenska, italijanska, celo manjšina furlanska, blizu pa nam je tudi germanski svet in Avstrija. Tukaj najdemo bogato zgodovino, kulturo, naravne lepote, kar vse predstavlja mirno, varno in zanimivo študijsko okolje, ki vam dolg časa ne bo dovolilo. Kot vidite, naše okolje, naravne lepote so res prekrasne. Na levi opazite dolino reke Soče, gotovo jo poznate. V sredini je edini trg v Evropi, ki si ga delita dve državi, Slovenija in Italija, to je tako imenovani trg Evrope v Novi Gorici. Na desni strani naši dve študentki vinogradništva in vinarstva predstavljata še eno naravno danost našega okolja. To je submediteransko regijo, ki omogoča bujno rastlinje, vinogradništvo, vinarstvo in druge poljedelske panoge. In tukaj lahko že omenim, da smo posebni v naši študijski ponudbi tudi stališča ponujanja zelo zanimivih in mogoče malo nevsakdanjih specialnih študijskih vsebin, kot je na primer vinogradništvo in vinarstvo. Naša univerza ima svoje fakultete na 3 različnih lokacijah. Naš sedež je v Novi Gorici, natančneje, za tiste, ki ste iz lokalnega okolja, naj dodam, da je to Rožna dolina ob Novi Gorici. Številka 2 predstavlja prekrasen dvorec Lantieri v Vipavi, v prelepi Vipavski dolini, ki je tudi center vinogradništva in vinarstva. In tu v tej stavbi domujejo kar 3 naše fakultete, pa jih bomo kasneje našteli in opisali. Slika številka 3 predstavlja naše univerzitetno središče v Ajdovščini. Tukaj najdete sicer našo fakulteto za naravoslovje, pa tudi ogromno raziskovalnih centrov in laboratorijev. Za tiste, ki se morda ne predstavljate tako natančno, kje ležijo tako Nova Gorica, pa tudi Ajdovščina in Vipava, sem vam pripravila tudi majhen zemljevidek, kjer vidite, da smo dejansko na sami meji z Italijo, v bližini morja, pa tudi v bližini Alp, se pravi predalpskega in alpskega sveta, nedaleč pa smo tudi pravzaprav od našega glavnega mesta Ljubljana, saj smo ob najprometnejši naši avtocesti, ki teče od Ljubljane, pa po drugi strani dalje do Benetk in dalje do Milana, tako da smo zelo hitro dostopni z vseh strani. Kaj pa lahko študirate pri nas? Začnimo s fakulteto za humanistiko. Fakulteta za humanistiko ponuja kulturno zgodovino na 1. stopnji, slovenistiko na 1. stopnji, slovenistiko na 2. stopnji, pri čemer lahko izbirate med 2 študijskima smerma, literarne vede ali jezikoslovne vede. Pri jezikoslovnih vedah pa imate celo možnost izbire dvojne diplome s prestižno univerzo Ca' Foscari iz Benetk. Trenutno je v reakreditaciji tudi naš mednarodni magistrski program Migracije in medkulturni odnosi, ki je sicer sam po sebi zelo zanimiv, saj omogoča mobilnost že takoj na začetku. 1. semester namreč kandidat opravlja v Nemčiji, 2. na Norveškem, 3. pa v eni izmed partnerskih držav po svojem izboru. Naj omenim še možnost študija na Fakulteti za znanosti o okolju, saj je okolje vedno bolj popularno
področje študija, saj vsi vemo, kako pomembna sta recimo ekologija, pa tudi recimo skrb za okolje in trajno upravljanje z okoljem. Na naši fakulteti za znanosti o okolju se lahko odločite za študij okolja bodisi na prvi stopnji, kjer imate možnost dvojne diplome z Univerzo v Bihaću iz Bosne in Hercegovine, pa tudi kasneje na študijskem programu okolje druge stopnje, kjer svoje znanje nadgradite. Na fakulteti za naravoslovje lahko študirate fiziko ali astrofiziko na prvi ali drugi stopnji, pri čemer naj poudarim, da smo edini v Sloveniji, ki ponujamo študij astrofizike že na dodiplomski ravni. In menimo, da je to prava odločitev, saj je tudi področje astrofizike zelo zanimivo, pritegne ogromno mladih, prav tako pa tudi nudi zelo raznolike zaposlitvene možnosti. Na drugi stopnji se lahko odločite tudi za študij materialov, prav tako zelo zanimivo področje stališča zaposljivosti, kajti tudi industrija vedno bolj potrebuje strokovnjake, ki se ukvarjajo ne le samo s fizikalnimi lastnostmi materialov, ampak s natančnejšimi, bi rekla, značilnostmi materialov in možnostmi razvoja modernih materialov z aplikacijami za uporabo v industriji. Poslovno-tehniška fakulteta nudi interdisciplinaren program gospodarski inženiring, tako na prvi kot na drugi stopnji, in prav ta interdisciplinarnost študijskega programa gospodarski inženiring omogoča kandidatom zelo velike zaposlitvene možnosti, bodisi na področju tehnologije, inženirstva ali pa bolj na področju menedžmenta, morda celo IT področja, odvisno od tega, kaj se pravzaprav kandidat potem usmeri s svojimi izbirnimi predmeti, pa tudi diplomsko nalogo. Naj omenim tukaj še praktično usposabljanje, prav tako se lahko kandidat bolj specializira za določeno področje študija, tudi s pravilno izbiro praktičnega usposabljanja. Nov je tudi naš program načrtovanja in vodenje odprtega izobraževanja. Prav tako morda novost v našem visokošolskem sistemu, ki pa prav tako ponudi zelo zanimive zaposlitvene zmožnosti. To je program druge stopnje. Je pa tudi kombinirani program, to pomeni, da se delno izvaja na daljavo. Akademija umetnosti ponuja digitalne umetnosti in prakse, ki je prvostopenjski program, pri katerem si kandidati lahko izberejo različne module: animacijo, videofilm, fotografijo ali nove medije. Na drugi stopnji lahko nadaljujejo študij na programu medijske umetnosti in prakse, pri čemer so moduli, ki so na voljo, zelo podobni, na voljo pa sta še 2 dodatna modula sodobne umetniške prakse in scenografski prostori. Fakulteto za vinogradništvo in vinarstvo sem sicer že omenila. Omenila sem, da smo pravzaprav edinstveni v Sloveniji na tem področju, saj smo edini, ki nudimo specializirani študij vinogradništva in vinarstva že na prvi stopnji. Letos pa smo ga nadgradili še na drugostopenjski program. Za tiste, ki ste morda prvo- in drugostopenjske študije že končali, imamo na voljo tudi doktorske programe, različna področja. Zelo zanimiva področja, med katerimi je nekaj zelo, zelo posebnih študijskih področij. Morda ne bom začela po vrsti, morda stališča posebnosti naj omenim najprej krasoslovje. In ne boste verjeli, da smo pravzaprav edina univerza na svetu, ki ponuja študij krasoslovja. Ostala študijska izbira je navedena na tej drsnici, lahko pa tudi naštejem študijske programe, torej znanosti o okolju 3. stopnje, 3-stopenjski program molekularna genetika in biotehnologija, fizika, materiali, že omenjeno krasoslovje, humanistika, kognitivne znanosti jezika, pa tudi študij kulturne dediščine. Ta študij prav tako ponuja možnost dvojne diplome, in sicer z Univerzo IUAU iz Benetk. Kaj so pa prednosti študija na naši univerzi? Najprej bi rada omenila, da kot manjša univerza v slovenskem visokošolskem prostoru lahko nudimo našim študentom izredno oseben pristop. Študirali boste v manjših skupinah,
Iz svoje izkušnje vem, kako je študirati v veliki, preveliki študijski skupini, kjer se ti profesor ne more posvetiti. Nažalost, takrat nisem imela možnosti, da bi študirala na takšni univerzi, kot je naša, ampak z veseljem bi. In z veseljem sem tudi zaposlena na tej univerzi in delam v majhnih skupinah s študenti. Naj omenim, da imamo resnično srečo, da se lahko našim študentom tako posvetimo. Tako so naša vrata vedno odprta, vedno lahko potrkate nanje. Bodisi imate težavo, bodisi imate idejo, bodisi imate predlog za sodelovanje na kakšnem projektu ali pri čem drugem. Podprli vas bomo in vas usmerjali. Dobro je tudi to, da v majhnih skupinah mi profesorji študente poznamo in lahko vam priporočamo, v kaj se vključite, vemo, v čem ste dobri, tako da vas lažje podpremo in vam damo od študija nekaj več. Naši študiji so tudi zelo interdisciplinarni in praktično usmerjeni. Med drugim imamo praktična usposabljanja skoraj na vseh študijskih programih prve stopnje, tudi recimo na področju humanistike, naj izpostavim kulturno zgodovino. Tako imate resnično možnost, da pridobite kar se da največ tudi praktičnih izkušenj in ne samo to, da vzpostavite stik z vašimi potencialnimi delodajalci. Kajti izkazalo se je, da ogromno naših študentov kasneje pridobi zaposlitev oziroma službo prav v tistih podjetjih ali organizacijah, v katerih so predhodno opravljali praktično usposabljanje. To se odraža tudi v naši visoki stopnji zaposljivosti diplomantov, na katero smo resnično ponosni. Tudi naša predstavnica kariernega centra bo lahko malo več povedala o tem. Naš karierni center redno, 2-krat letno dela analize zaposljivosti naših diplomantov in lahko se pohvalimo. Mislim, da je trenutno procent pravzaprav celo zrasel za 1%, da je trenutno niti ne 92%, ampak po čisto najnovejši statistiki, ki jo nisem niti še utegnila vključiti v tole drsnico, naj bi bil procent zaposljivosti diplomantov v enem letu po zaključku študija 93%. No, tukaj imamo 2 fotografiji naših študentov, ki ponazarjata tole praktično usmeritev študija. Študent na levi je študent gospodarskega inženiringa na praksi v podjetju. Na desni pa imamo prakso v našem na našem univerzitetnem vinogradniškem posestvu v bližini Vipave, kjer naši študenti vinogradništva in vinarstva pridobivajo in razvijajo praktične veščine. Kot sem že omenila, ker smo manjša univerza, ker se vam lahko individualno posvetimo, vas tudi lažje vključujemo v raziskovanje, pa tudi v različne projekte. Pravzaprav imamo na voljo ogromno študentskih projektov, v katere se lahko vključimo. Bodisi so to študentski projekti same univerze, bodisi so to lahko mednarodni projekti, lahko so tudi raziskovalni projekti, v katere se lahko v nekem obsegu študenti vključijo, lahko pa so to projekti kot na primer ŠIPK oziroma študentski inovativni projekti za družbeno korist ali študentski projekti po kreativni poti do znanja oziroma na kratko PKP, ki so tudi financirani strani Evropske skupnosti. Morda jih že poznate, saj se izvajajo po celotni Sloveniji. Tukaj na teh projektih ne le, da imate možnost morda nekega zaslužka v obliki študentskega dela. Mislim, da je najpomembnejše to, da pridobivate izkušnje skupaj v sodelovanju s podjetji in organizacijami, kjer spoznavate delovno okolje iz prve roke in seveda pridobivate neprecenljive izkušnje na vašem študijskem področju. Naše študente vedno vzpodbujamo, naj se v projekte vključijo. Tukaj na fotografiji vidite 2 študentki pri opravljanju študentskega projektnega dela v laboratoriju, na desni strani pa izdelek ene študentske skupine, ki je nastal v sodelovanju pri projektu študentski inovativni projekt za družbeno korist in sicer z lokalnim športnim društvom, s katerim smo izdelali serijo ekoloških delavnic za otroke in izdali poučno ekološko knjižico. Naše študentke in študenti so vedno vabljeni, da se vključijo v mednarodne izmenjave. Gotovo poznate program Erasmus+, imamo pa tudi druge oblike mobilnosti.
in vsekakor podpiramo, da se naše študenti in študentke vanje vključujejo. To je neprecenljiva študijska izkušnja, lahko pa se odločite tudi za prakso v tujini. Naj povem, da to ne ponuja le same študijske izkušnje, nove študijske snovi, spoznavanje univerz, novih sošolcev. Mislim, da so mednarodne izmenjave možnost za sklepanje trajnih prijateljstev. Morda naj dodam zanimivost, da imamo tudi že nekaj tako imenovanih Erasmus družin, pa tudi 2 Erasmus otroka med našimi bivšimi študenti in diplomanti naše univerze. Šalo na stran, vrnimo se na prednosti študija. Kot sem že omenila, vzpodbujamo vas, da se študenti in študentke vključujete v čim več aktivnostih. Omogočeno vam je sodelovanje na konferencah, pa tudi naša univerza organizira ogromno dejavnosti, v katere se lahko vključite, in tisti, ki ste najbolj motivirani, boste gotovo našli nekaj zase. Naj na tej točki omenim, Univerza v Novi Gorici je tudi ena izmed registriranih evropskih točk za nadarjene. To pomeni, da se še posebej posvečamo tistim študentom, ki so resnično za študij motivirani. Tukaj imamo 2 fotografiji, ki ponovno prikazujeta vključenost študentov in študentk v različne dejavnosti na naši univerzi. Na levi vidite projektno skupino študentov in njihovega mentorja, s katerim jim je pravzaprav uspel velik uspeh v sklopu nekega študentskega projekta, ko so svoje dosežke predstavljali na znani mednarodni konferenci in izsledke objavili v zelo znani znanstveni reviji. Na desni pa je naša študentska revija, ki jo izdajajo študenti Fakultete za humanistiko. V okolju smo poznani tudi kot športnikom in športnicam zelo prijazna univerza. Vedno več športnikov tako iz Slovenije, kot tudi zadnje čase, tudi že iz tujine, študira pri nas. Ne samo, da pri nas ni obvezno, da kandidat, ki želi pridobiti status študenta športnika, ima ustrezno potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije. Mi vsakega športnika in športnico obravnavamo popolnoma ločeno, individualno na podlagi vaših dosežkov. Vsekakor je študij na Univerzi v Novi Gorici, če ste športnik ali športnica, modra izbira, saj smo resnično fleksibilni. Veliko študija lahko opravite na daljavo, predvsem pa se bomo prilagodili vašim potrebam, sodelovali z vami in vašim klubom. Ker smo letos v izjemni situaciji in epidemija, ki trenutno še vedno je prisotna v slovenskem prostoru, vpliva tudi na pedagoški proces, bi rada omenila, da se nikar ne bojte. Pripravljeni smo. Univerza v Novi Gorici je že pred samo epidemijo, že leta predtem uporabljala svoj interni sistem za predavanja na daljavo, ki smo ga po potrebi uporabljali tako za predavanja, kot za konference, kot za recimo prenose zagovorov doktorskih tez na daljavo, če so kandidati prihajali od daleč. Tako da epidemija za nas ni pomenila nekih strašnih ovir v smislu izvajanja študijskega procesa. Saj smo bili nanjo pravzaprav nekako že pripravljeni. Torej smo naš sistem le nadgradili. V enem tednu so stekla predavanja na daljavo in trenutno predavanja na daljavo tudi izvajamo, pa tudi celo nekatere konkretnejše aktivnosti in določene vaje. Možno je tudi izvajanje študijskega procesa v hibridnem načinu. To pomeni, vkolikor epidemiološke razmere to dovoljujejo, lahko študij izvajamo tako, da ga izvajamo tako v samih predavalnicah, hkrati pa prenos, snemanje določenega predavanja poteka tudi v živo po internetu, tako da kandidati lahko sledijo tudi na daljavo. Vsekakor to pomeni, da ni treba, da kandidate skrbi, da študijskemu procesu na naši univerzi ne bodo mogli slediti, če niso v Sloveniji ali če so na drugem koncu Slovenije. Kako pa je s študentsko namestitvijo? Mislim, da je v naši regiji vseeno lažje, saj
kot večja mesta nismo morda tako oblegana regija. In to pomeni, da so tudi cene nastanitev malo nižje. Na voljo pa je vsekakor dovolj študentskih in dijaških domov, tako v Novi Gorici, v Vipavi, v Ajdovščini, pa tudi v Postojni, ki niti ni tako oddaljena, še posebej, če študirate v Vipavi. Študentske namestitve so možne tudi v našem dvorcu Lantieri, ki sicer nudi manjše število možnosti namestitve študentov, pa vendar, namestitve so odlične, lepe in zelo priročne, v sosednji stavbi pa pravzaprav domuje fakulteta. Če potrebujete pomoč pri iskanju študentske namestitve, se preprosto obrnite na našo študentsko pisarno in pomagali vam bojo tudi pri iskanju zasebnih namestitev. Naj spregovorim še o prijavnih rokih za vpis v študijsko leto 2021-2022, najprej za programe prve stopnje. Prvi rok se za slovenske državljane in državljane ostalih članic EU odpre 16.2. in ostaja odprt do 19.3. Za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane iz držav nečlanic EU se prav tako prvi rok odpre 16.2., ostaja pa odprt vse do 30.3. Ostalih rokov ne bi naštevala tu, prosim preverite jih na naši spletni strani. Prav tako ne bi posebej poudarjala dejstva, da prijave potekajo preko EVŠ portala, gotovo ste seznanjeni s tem. Velja pa izpostaviti dejstvo, da za vpis na našo Akademijo umetnosti potrebujete opravljen preizkus nadarjenosti, ki obsega portfolio, se pravi nekakšno mapo vaših izdelkov, motivacijsko pismo z biografijo, oboje pošljete na Akademijo. Na Akademiji pa opravite tudi razgovor, ki seveda lahko poteka tudi na daljavo. Vsekakor pa vam priporočam, da z Akademijo čim prej vzpostavite stik, da bi vse to pravočasno opravili. Pa še o prijavnih rokih za vpis v študijsko leto 2021-2022 za programe druge in tretje stopnje. Prvi rok se za slovenske državljane in državljane ostalih članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav nečlanic EU odpre 16.2. in ostaja odprt do 30.3. Ostali roki sledijo, prosim, preverite na naši spletni strani. Naj povem, da smo kot kakovostna izobraževalna visokošolska institucija prepoznani tudi v širšem mednarodnem prostoru. Zelo ponosni smo na rezultate različnih mednarodnih rankingov oziroma lestvic ocenjevanja univerz, med katerimi bi rada izpostavila recimo nedavni dosežek na Round University Ranking sistemu oziroma krajše RUR. Naša univerza je bila izjemna in sicer uvrščena na 201. mestu na globalni lestvici univerz, kar je za tako majhno univerzo vsekakor velik dosežek. Zelo pa mi je všeč tudi izjava Komisije mednarodne evalvacije Evropske zveze univerz. To evalvacijo je naša univerza opravila leta 2015. Naj izjavo preberem kar v originalni obliki, v angleščini, saj ni težko jo prevesti v slovenščino, ampak nekako mi zveni najlepše prav v izvorni obliki. Torej, we have found a small, active and enthusiastic university with happy and satisfied students. Vsekakor se bomo potrudili, da boste s študijem zadovoljni, da boste pridobili vse veščine, znanje, ki vam bodo odprli vrata zaposlitvenih možnosti tako v Sloveniji kot drugje. Za konec naj povem, da imamo na naši spletni strani vse potrebne informacije, pa tudi ogromno izjav naših zadovoljnih študentov. Tukaj bi rada izpostavila eno izmed njih, študentko športnico, odlično igralko tenisa, Manco Pislak. Poskusimo si ogledati njeno izjavo. Živjo, sem Manca Pislak, profesionalno se ukvarjam s tenisom in trenutno hodim v 3. letnik poslovno-tehniške fakultete. Za študij sem se odločila, ker mi izobrazba zelo veliko pomeni in želim kljub športu doštudirati in s tem pridobiti diplomo. Univerza v Novi Gorici mi to omogoča, saj mi je kljub moji odsotnosti od predavanj in vaj
v veliko pomoč, da vsak letnik uspešno opravim. Všeč mi je, da je gradivo ponujeno na spletni učilnici, ter da je vsak profesor na voljo za kakršnokoli pomoč. Univerza ceni, da imamo mi športniki v letu zelo malo časa za študij, saj večino časa vlagamo v treninge in tekmovanja. S tem nam omogoča veliko prilagajanja ter upošteva naše želje. Na primer, da se kdaj lahko tudi prestavimo izpit in ga opravimo takrat, ko bomo mi imeli čas. Lahko rečem, da je vsak športnik na tak način obravnavan kot individualni študent. Vsem športnikom, ki razmišljate o vpisu na univerzo v Novo Gorico, bi vam vpis priporočala. Pomembno je, da si pravilno organiziramo čas za študij in ga delamo čim bolj sproti. Pomoč dekanje in tudi profesorjev pa nam omogoča prijetno opravljanje študija. Živjo, sem Anca Pislak, profesionalna. Torej, to je bilo vse z moje strani. Tukaj imate naveden še kontakt naše vpisne službe, torej študentske pisarne. Vabljeni ste, da si ogledate tudi našo spletno stran, pa tudi naša družabna omrežja, vsekakor smo prisotni. Sedaj pa bi besedo predala moji kolegici, gospe Nives Štefančič, vodji kariernega centra Univerze v Novi Gorici, ki pa vam povedala nekaj o pravi izbiri študijske smeri. Hvala. No, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Sem Nives Štefančič, vodja kariernega centra, in z vami bom spregovorila malo o pomembnosti izbire prave študijske smeri za posameznega bodočega študenta. Trenutek, da z vami delim zaslon. Torej, kako izbrati pravo študijsko smer? Dejstvo je, da je odločanje kar naporna naloga. Obdobje odraščanja je polno izzivov in sprememb, odločitve so pa del razvoja in igrajo pomembno vlogo pri dozorevanju in neodvisnosti posameznika. Seveda vsak si v svojem življenju želi uspeti, tako na osebni kot tudi karierni poti. In kako uspeš v življenju? V življenju uspeš tako, da sprejmeš pravo odločitev. Kako pa sprejmeš pravo odločitev? Ja, seveda tako, da se zanašaš na izkušnje. Izkušnje pa pridobivamo tako, da včasih sprejmemo tudi kakšno napačno odločitev. Vse to je del življenja. Pri izbiri študijske smeri so pomembna sledeča vprašanja, in sicer, da si čim bolje odgovorite nanje. Kdo sem jaz in kakšne so moje osebnostne lastnosti? Kakšni so moji interesi, kaj me resnično zanima? Kaj rad počnem in v čem sem dober? Kaj so moji potenciali in talenti? Kateri predmeti recimo mi v srednji šoli ležijo? Torej, razišči dobro sebe, svoje interese, osebnostne lastnosti, potenciale in talente. Glavna značilnost gradnje kariere naj bo osredotočenost na čustva, na strast in na tisto, kar te resnično veseli in zadovoljuje. Na tej poti so pomembni 3 koraki. Kot rečeno, spoznaj dobro sam sebe, spoznaj lastne strasti in ustvari si življenjski načrt. In ne nazadnje, tisti, ki imate hobije, katerim posvečate dosti časa, tudi hobi lahko postane vaš poklic. Pomembni so pa tudi naslednji koraki, se pravi, da si postavite cilj. Cilj mora biti konkreten, cilj mora biti dosegljiv in za doseganje cilja je pomembna realna samoocena. Ne nazadnje pa tudi, ko imaš postavljen cilj, se moraš vprašati, kakšno vrednost ima postavljeni cilj zame. Kajti, če ima visoko vrednost, verjamem, da boš za dosego cilja tudi vložil veliko energije in časa v to.
In ko so postavljeni cilji, je naslednji korak, da se res zelo dobro informiraš o študijskih smereh in študijih, ki so na voljo v Sloveniji ali širše. Se pravi, pridobi informacije, najboljši vir informacij so študentje, ki trenutno študirajo na določeni študijski smeri, diplomanti, pa tudi profesori. Preglej si vsebine spletnih strani, se pravi predmetnik, katere obštudijske aktivnosti izvajajo tekom študija, posamezne fakultete, s katerimi lahko še nadgrajuješ svoje znanja, veščine in kompetence. Obišči informativne dneve, ki so tako rekoč pred vrati, preglej si informacije na spletnih straneh, na družbenih omrežjih. In če še vedno nisi dobil odgovorov na vsa svoja vprašanja, pokliči, informiraj se v vpisni službi, v tajništvu posameznih fakultet. Torej, potrudi se, da dobiš res odgovore na vsa svoja vprašanja. Zelo pomembno pri tvoji odločitvi pa je sledeče. Izberi si tako študijsko smer, pri kateri imaš občutek, da boš resnično užival. Saj, ko imamo jasno idejo, kaj želimo v življenju početi, nam je tudi veliko bolj jasno, zakaj sploh hodimo v šolo in kaj je dobro, da se tam naučimo. In nenazadnje pomembno je vedeti pri odločitvah tudi sledeče. Če pri izbiri študija narediš napako, res ni konec sveta. Pomembno je, da občutiš negativne in pozitivne posledice svojih odločitev. Kajti nobena odločitev izbire študijske smeri ni usodna. Sistem v Sloveniji še vedno je dovolj odprt in omogoča prehode med posameznimi smermi. In tudi neuspehi in napačne odločitve so del realnosti in del našega življenja. No, zelo na hitro bom še tudi jaz preletela čez fakultete in akademijo Univerze v Novi Gorici, torej Fakulteta za humanistiko, Akademija umetnosti, Fakulteta za naravoslovje, Fakulteta za znanosti o okolju, Tehnična fakulteta, Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo. In kot samo da osvežimo še naše lokacije, v Novi Gorici se nahaja Fakulteta za humanistiko in Akademija umetnosti, v Vipavi se nahajajo Fakulteta za znanosti o okolju, Poslovno-tehniška fakulteta in Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo, v Ajdovščini pa ima sedež Fakulteta za naravoslovje. Za dodatne informacije so na voljo kontakti naših fakultet in akademije. Zbrani so tukaj, vsekakor jih lahko poiščete tudi na naših spletnih straneh. In še kontakti podpornih služb, vpisne službe, skrbnice vpisa študentov in kariernega centra. In na koncu moje predstavitve res želimo, da izbereš tisto študijsko smer, ki bo resnično prava zate. Srečno pri vaši izbiri. In hvala za pozornost. Torej, hvala za predstavitev, Nives. Mislim, da so študijske možnosti resnično raznolike in da bo vsakdo našel nekaj zase pravzaprav. Z nami pa je zdaj tudi predstavnica naše študentske pisarne, gospa Renata Kop, in skupaj bomo poskušali deliti z vami posnetek o tem, kako pravzaprav se prijavimo pa vpišemo na študij. Dober dan, sem Renata Kop iz Univerze v Novi Gorici in danes vam bom predstavila postopke in roke za prijavo na vpis 2021-2022 na Univerzi v Novi Gorici. Pričeli bomo z rubriko Kako se prijaviti. Prijavite se preko spletnega portala EVŠ, kjer s klikom na gumb Nadaljuj prijavi s SIPAS vstopite v prijavo za vpis. Najprej ste preusmerjeni na storitev za spletno prijavo in e-podpis državne uprave. V okviru SIPAS lahko uporabite več načinov avtentikacije. Prijavi lahko nadaljujete z eno od elektronskih identitet ali pa z uporabniškim imenom in geslom. Ko srečno vstopite v prijavo, najprej izberete državljanstvo in stopnjo študija. Nato označite, ali se prijavljate na javni visokošolski zavod in koncesije ali na zasebni visokošolski zavod. Izberete ustrezen razpis za vpis,
prijavni rok in vrsto prijave. Kolikor se prijavljate na programe Univerze v Novi Gorici, ki imajo koncesijo, lahko na prijavnem obrazcu navedete 3 željene študijske programe. Kolikor pa se prijavljate na program Digitalne umetnosti in prakse, ki se izvaja na Akademiji umetnosti, pa morate izpolniti ločeno prijavo, kjer navedete samo ta študijski program. Ne pozabite označiti, da gre za zasebni visokošolski zavod, saj drugače razpis za ta program ne bo prikazan. Po vnosu osebnih podatkov vnesete podatke o programu, v katerega se želite vpisati. Kolikor se prijavljate na koncesionirane študijske programe, lahko na prijavnem obrazcu navedete 3 željene študijske programe. Dodatno, torej ločeno prijavo, izpolnite tudi za vpis na program Digitalne umetnosti in prakse, ki se izvaja na Akademiji umetnosti. In na prijavi navedete samo ta študijski program. Na koncu prijave je velik gumb Pošlji. Obvestilo o oddani prijavi dobite na vaš elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi. In še posebno opozorilo. Prijava za vpis za študijsko leto 2021-2022 in nanjo vezani postopki bodo potekali elektronsko preko portala EVŠ, vključno z vsemi zahtevanimi dokazili, ki so se doslej pošiljala po navadni pošti in obveščanjem o izbiri. Roki za prijavo za vpis 2021-2022. Prijavne roke na vseh študijskih programih bomo odprli 16. februarja 2021. Prvi prijavni rok za prijavo na dodiplomske študijske programe prve stopnje se zaključi 19. marca. Prvi prijavni rok za državljane držav nečlanic Evropske unije se zaključi 30. marca. V nadaljevanju je prikazan izvleček iz rokovnika prijavno-sprejemnega postopka 2021-2022. Ta rokovnik velja za prijavo in vpis na dodiplomske študijske programe prve stopnje za državljane držav članic Evropske unije. Rokovnik za prijavo in vpis za državljane držav nečlanic Evropske unije je nekoliko drugačen. Vsem je skupno to, da sprememba študijskih želja po zaprtju prijavnega roka ni več mogoča. V nadaljevanju bomo predstavila vpisna mesta na dodiplomskih in podiplomskih programih Univerze v Novi Gorici. Na Univerzi v Novi Gorici izvajamo 7 dodiplomskih študijskih programov. Kulturna zgodovina, slovenistika, fizika in astrofizika ter okolje so 3-letni univerzitetni študijski programi, na katere se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili splošno maturo ali poklicno maturo in dodatni maturitetni predmet. Podrobno so pogoji za vpis navedeni na spletnih straneh Univerze v Novi Gorici. Študijska programa Gospodarski inženiring ter vinogradništvo in vinarstvo sta visokošolska strokovna študijska programa, na katera se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili splošno maturo ali poklicno maturo. Podrobno so pogoji za vpis navedeni na spletnih straneh Univerze v Novi Gorici. Študijski program Digitalne umetnosti in prakse je visokošolski strokovni študijski program, na katerega se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili splošno maturo ali poklicno maturo in opravili preizkus umetniške nadarjenosti. Podrobno so pogoji za vpis navedeni na spletnih straneh Univerze v Novi Gorici. Podrobne informacije o razpisu za vpis, rokovniku in oddaji prijave za vpis so dosegljive na spletnem portalu EVŠ, na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in seveda na spletnih straneh Univerze v Novi Gorici. Za vsa vprašanja smo vam na voljo v naši študentski pisarni. Vabimo vas, da nam vaše vprašanja pošljete na naš elektronski naslov studentska.pisarna@ung.si. Lep dan in se že veselimo sodelovanja z vami. Takole. Hvala za pomoč. Kandidate lepo prosim, da nam javijo, da pišejo v našo študentsko pisarno in odgovorili vam bomo v čim krajšem možnem času. Sodelavkama se najlepše zahvaljujem za predstavitvi.
Zahvaljujem se tudi vsem prisotnim obiskovalcem in vas vabim, da se udeležite naših informativnih dnevov 12. in 13. februarja, ki jih bomo v spletni obliki izvajali na naših spletnih straneh. Preverite naše spletne strani, preverite vsebine in dogodke, ki jih pripravljamo. Sledi še kontakt naše prijavno-opisne službe, kamor lahko pišete, če vas zanima več o postopku prijave in opisa na naše študije. Lepo pozdravljeni in srečno pri izbiri študijske poti.